Dober večer. Dober večer sem skupaj. Hvala za obisk, še posebej na tak izjemno mrzel in neprijazen večer. Zelo cenimo, da ste zbrali energijo in voljo in se iz toplih domačih logov podali sem v deželo pridnih v Slovensko mladinsko gledališče oziroma klub Slovenskega mladinskega gledališča, kjer pod tem naslovom dežela pridnih drugo leto organiziramo pogovore večere, da ste okrogle mize ali pa takole pogovore v dvoje. To počneva skupaj s kolegom Erikom Valenčičem v alternaciji, se pravi enkrat en, drugič drugi in nocoj je vrsta na meni, pa ne samo na meni, pač pa seveda predvsem na mojem nocojšnjem gostu in to je gospod Kozma Ahačič. To je zdaj trenutek za aplavz. Ja, Kozma in tema, s katero se bova danes popadla, rekel bi, da je ta tema po eni strani aktualna v dobesednem pomenu besede, predvsem zato, ker je Kozma v zadnjih 2 letih svojim delom zelo opozoril nase na različne načine, v prvi vrsti, oziroma najprej zaradi portala Fran, nadalje zaradi svojih slovnic, ker je bilo njegovo delo in delo njegovih sodelavcev medijsko zelo odmevno v končni fazi do te mere, da je bil razglašen za delovo osebnost leta 2017, kar mislim, da je za znanstveno, kar je delo pravno. Predvsem pa nekaj, kar je za znanstvenika in jezikoslovca mogoče še toliko večji uspeh oziroma še toliko bolj zanimiv fenomen. Tudi o tem se bomo nocoj gotovo pogovarjala. Po drugi strani pa je tema aktualna zato, ker je aktualna večno, vedno in vselej, ker sta jezik in govorica vprašanje oziroma ker jezik in govorica načenjata toliko vprašanj, ki se nas tičejo na najbolj vsakodnevni, najbolj bivanski, miselni, katerikoli ravni. In mogoče bi naj pogovor začel s citatom, ki smo ga uporabili pri najavi tega večera. Nekje v nekem intervjuju si Bojda izjavil, da selfie zagotovo bo ostal v slovenskem jeziku. In ne bi zdaj v bistvu se toliko posvečal v sami besedi, se pravi besedi selfie, ampak kar me zanima je čustveno ozadje, recimo imenujemo to tako, se pravi, kako si se počutil, ko si prišel do zaključka, da bo beseda selfie ostala v slovenskem jeziku. Kakšno čustvo to sproži v človeku, ki se jezikom ukvarja kot raziskovalec in kot govorec, po drugi strani, se pravi, to neke vrste razočaranje, sprijaznjenost, morda celo veselje ob tem, ko smo tako obogatili svojo materno govorico. Moram priznati, da se ne spomnim tega intervjuja. Je pa občutek, ob sami besedi selfie je čisto lep. Skratka, nisem tiste vrste jezikoslovec, ki bi a priori zavračal besede, ki jih pač prenesemo od kdo ve kot. V resnici je z besedami tako, da hitro pridejo in še hitreje grejo iz jezika. Spomnimo se, na primer, kako smo razpravljali, ali bomo rekli CD ali zgoščenka, pa kmalu ne bomo nič več rekli. Kar stvari izginjajo. Ja. In če se prav spomnim, je bila ta izjava, da bo selfie ostal v slovenskem jeziku rečena ravno v tem smislu. Dokler bomo slikali sami sebe in dokler se tega ne bomo naveličali, enkrat bo beseda živa. Na to se bomo verjetno slikali na kak drug način z drugo besedo. Ampak se strinjaš, da je ravno ta debata, ki si omenil, ki je bila pred leti tako aktualna, se pravi ta zgoščenka,
Kar se mi je zdelo že takrat zanimivo in zdaj pa sploh post festum, da vprašanja, ki se tičejo jezika, včasih prvič postanejo res zelo močno prisotno v javnosti in drugič vzbujajo precej močna čustva. Ne? Presenetljivo močna čustva, ker po eni strani bi rekel, vse gre samo za besede, to pa res ni pomembna stvar. Ampak, ko se je prvič pojavila zgoščenka, se je marsikdo zgražal, kot da bi šlo za, ne vem, neko novo bančno afero ali pa še huje. No, skratka, predvsem močna čustva vzbuja v nas jezik, govorica, že na tej ravni, na ravni besed. Meni kot jezikoslovcu, ki tako ali tako besede zbujajo čustva, se zdi to zelo normalno in zelo logično. Jezik smo namreč mi. Mi moramo uporabljati besedo, ki nam ni všeč, denimo, ali pa ki je ostali ne sprejemajo kot neke uveljavljene besede. Ravno zato je govor o besedah vedno govor o nas. Kako močno jezik zaznamuje ljudi, me je prav pretreslo, ko sem zdaj med zimskimi počitnicami bral knjigo o tem, o načinu prodora nacizma v Nemčiji. Ne? Eden od prvih ukrepov je bila sprememba pomena nekaterih besed. Ne? Recimo, beseda zgodovinski ni več pomenila zgodovinski v smislu neke obče zgodovine, ampak zgodovinski v smislu nacionalno-socialistične ideologije. Tako da dejansko z besedami posegamo tudi v razmišljanje ljudi in zato je logično, da vsak poseg, ki je preoster, seže v čustva. Prej se pravi, jezik se mi zdi zanimiv, da na nebroj nivojih, ampak ta dvojnost, ki si jo po svojem omenu, ko si rekel jezik, smo mi. Ne? Prav, po eni strani jezik družbeno dejstvo, je stvar neke družbene pogodbe, dogovora, ki pač vlada med nami, kaj določene besede pomenijo. Po drugi strani je pa to nekaj zelo osebnega, nekaj zelo intimnega, nekaj, kar se pravi, tudi ne glede na to, kako natančni smo pri tem, ko delamo ta nek skupni, v navednicah, slovar, ne, se pravi, seznam pomenov besed, nijanse bodo pa vedno stvar intime, bodo vedno stvar osebe. Kako v bistvu lahko se jezikoslovje sploh spopada z nečim, kar je že kot družbeno dejstvo izmuzljivo, hkrati pa obstaja še v nebroj intimnih variacijah. Na nek način se da, in sicer zaradi samega dejstva, da smo mi ljudje, ki si želimo biti razumljeni. Skratka, tudi če v jeziku obstajajo čisto drobne nijanse, jih bomo uporabljali vedno v komunikaciji z ljudmi, za katere vemo, da jih bodo vsaj zaznali, če ne že v celoti prepoznali. Slovaropisje je ravno zato neka zelo nenavadna dejavnost. Slab slovar namreč lahko naredimo sila hitro in sila preprosto. Slovaropis, to, da slovaropisec naprimer odkrije, da se temu reče kozarec, to ni noben dosežek. Dosežek slovaropisja je, če mu uspe odkriti ravno te nijanse, ki jih je sposobna prepoznati celotna jezikovna skupnost. Ne? Jasno je, da določene nijanse lahko prepozna samo neka zaprta skupnost ali pa neka skupina ljudi, ki jezik uporablja v določenem okolju, ampak
skupne nianse obstajajo. Ne? Ravno zato jezikoslovci včasih na vides mrcvarimo jezik do onemoglosti, se poglabljamo van. Namen ni oteževanje jezika ljudem, ampak dejansko namen je ta, da bi bili vsi govorci čim bolj sposobni prepoznati tudi male nianse, ne? Tudi če je voda za milimeter višja ali nižja. V bistvu se vedno pogovarjamo tudi o politiki, ko se pogovarjamo o jeziku, na neki ravni. In ravno je ta primer, ki si ga omenil, v bistvu ideoloških posegov v vokabular. Ne. V času nacizma je pač nek zelo ekstremen, zelo eklatanten primer, ampak na neki drugi ravni je pa jezik vedno tudi politično vprašanje. Se mi zdi, da pri nas, oziroma pri narodu, katerega del smo, še toliko bolj, ravno zaradi tega, ker smo nekako tako zelo navezani na jezik, na literaturo, ne da drugi narodi niso, ampak drugi narodi se lahko navežejo še na kaj drugega, na svojo pomembno zgodovino, cesarje in kralje, mi se pač ne moremo in je na tej ravni v bistvu jezik vedno do določene mere tudi spolitiziran. In kar sem te hotel vprašati v zvezi s tem, je pa sledeče. Če še ostanemo za trenutek na tej ravni besed. Nekako je ravno v tem duhu nekega brambovstva pri nas še vedno, čeprav zdaj manj kot v preteklosti, ampak prisotna ta drža. Jezik je treba braniti, slovenščino je treba varovati pred tujimi vplivi, naprimer pred tujimi besedami. Jaz sem bil neverjetno presenečen, ko sem se pred že kar danimi leti ničkrat bolj intenzivno nekaj časa učil ruščine in ugotovil, s kakšno lahkoto Rusi sprejemajo tujke. Absurdi tipa, ki so me najprej prizadeli, so bile besede, kot so crossword in pa surprise. Ni vam treba znati rusko, zato da razumete, kaj je crossword, to je pač križanka. Jasno, da si jo Rusi pač preprosto vzamejo iz angleščine in jo izrečejo po rusko. Takrat sem razmišljal o tem, mogoče je pa tukaj tudi ta neka razlika. Narod, kot je ruski, je lahko v tem smislu bolj sproščen kot narod, kot je recimo slovenski. Ker jezik ni ta izključna točka identifikacije, ampak je pač mogoče ena od. To dajem zgolj kot tezo za premislek, kot resno teorijo. Glede na razmišljanje o jeziku tudi pri večjih narodih, naprimer pri Francozih, pri Nemcih, se ne bi povsem strinjal in glede na poznavanje podobnega odnosa do tujk, denimo v srbščini, bi si celo upal trditi, da so jeziki z drugo pisavo mnogo sprejemljivejši do tujk, zato ker vsaka tujka postane zelo organsko del novega jezika. Skratka, ne samo zaradi rabe, ampak tudi zaradi novega zapisa in potem s časoma zaradi nove izgovorjave. Kar se tiče odnosa jezikoslovcev do tujk in odnosa ljudi, recimo včasih res brambovskega, do tujk, bi rekel, da tu večkrat prihaja do nerazumevanja. Jezikoslovci vedno protestiramo proti rabi tujk, ki je neustrezna, ki enostavno jezika ne bogati ali ki celo uporablja neko tujo besedo v obliki, ki za slovenščino ni primerna. In seveda, med ljudmi se to potem rado prenese na vsako rabo. Pa ni tako. Jaz mislim, da jezikoslovci seveda skušamo
vplivati na to, da bi se ljudje v jeziku čim bolje počutili in zato jezik povezujemo in vzpodbujamo tisto rabo, ki je po eni strani najbolj pogosta, po drugi strani pa tudi najbolj ustrezna. Še eno opažanje glede tujk, glede na to, da me veliko ljudi zelo sprašuje o tem in da je to zelo očitno res neka slovenska tema. V resnici slovenščina sprejema malo tujk. Sprejema jih veliko na ravni slenga, veliko na ravni enega leta ali dveh, ampak skoraj da vse besede, ki so res pomembne, z redkimi izjemami, kot je na primer selfie ali CD, in še CD ni CD. Skratka, z redkimi izjemami poimenujemo stvari prej ali slej po slovensko. Nimamo več lajka, nimamo več besede lajkati, ampak krepko vodi zdaj všeček. In sicer se je povzpela raba všečka rapidno v trenutku, ko je Facebook prevedel svojo spletno stran. Potem imamo miško, imamo tablico, naprimer, ki je povsem slovenski izum. Hkrati pa imamo neko nenavadno nagnjenost k temu, da za stvari, ki so z področja računalništva, uporabljamo manjšalnice, neke ljubkovalne. Zato, ker računalnikov ne razumemo in nas jih je strah, že poimenovati z manjšalnimi izrazi. Seveda pa jezik niso samo besede, da ne bo ostala zgor na ravni besed in njihovega pomena. In prej si omenil na eni strani rabo, na drugi strani oziroma pogostost, na drugi strani ustreznost. In tudi na drugih nivojih jezika se mi zdi, da pač jezikoslovje, kolikor po eni strani seveda opazuje in beleži rabo, hkrati seveda je tudi tisti normativni faktor, se pravi postavlja neka pravila, ampak seveda z rabo se lahko pravila tudi spremenijo na neki točki. Se pravi, če se neka raba ponavlja do te mere, raba, ki ni v skladu s pravili, na neki točki postane pravilo. In zdaj, vem, da seveda tukaj ni enotnega recepta in da seveda jezikoslovje je mehka znanost, ki tukaj išče neke vedno vnovične rešitve glede na konkretno situacijo, ampak vseeno, kakšen je miselni princip, kako v bistvu misliti te situacije kot znanstvenik. Se pravi, ko se neka stvar v jeziku, ki ni v skladu s kanonom, ki ni v skladu s pravili, uporablja do te mere, da je pač treba priznati, to je zdaj postalo pravilo zaradi tega, ker smo mi, se pravi, tudi znanstveniki, mi vsi govorci to v bistvu vzpostavlja kot nek nov kanon. V resnici se to dogaja zelo počasi, počasneje, kot bi imeli občutek. Naprimer, velikokrat govorimo o izginjanju dvojine, o izginjanju zanikanega rodilnika. Sam delam v skupini, katere glavno delo je izdelovanje jezika, je izdelovanje slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. In tu sem v bistvu prvič se soočil s situacijo, kako malo se je realno spremenilo v slovenskem jeziku. Knjižni jezik se seveda živi neko svojo pot, ampak na podlagi zapisov iz 16. stoletja lahko vidimo, da dvojina nič kaj ne izginja, da so se v resnici
motili v 16. stoletju, v narekovaju seveda, na isti način, kot se mi danes v pogovornem jeziku, da so enako zapisovali dve mize, pa dve mizi, celo pred Dalmatinu sem našel nek odlomek, kako v dveh vrsticah uporabili najprej dve mizi na to dve mize. Da enako niso zanikali tožilnika, mislim, da niso uporabljali rodilnika pri zanikanju in tako naprej. Vendar pa hkrati vidimo tudi, da dvojina v resnici ne izginja. Nihče ne bo danes rekel dva možje. Dejansko se zgolj v določenih pozicijah že zelo, zelo dolgo časa ne uporablja vseh pogovornih jezikih in narečjih. Zavedati se namreč moramo, da je knjižni jezik, če ga pogledamo malo iz zgodovinske perspektive, vedno nek čisto umetni dogovor. To ni zapis nekega realnega jezika in s knjižnim jezikom si mi v resnici stvari poenostavljamo. S tem, da smo se dogovorili, da bomo povsod, kjer pač obstajajo dvojinske oblike, uporabljali dvojino, smo si močno olajšali življenje. Predstavljajte si, da bi se morali na primer učiti v osnovni in srednji šoli, da se dvojina rabi samo v tem in tem sklonu, pa potem v tem in tem sklonu je pa možno dvojino in množino in tako naprej. Skratka, stvari, ki jih v knjižnem jeziku velikokrat doživljamo kot prisilo, ki se jih bojimo, naprimer, ali bomo znali reči pri otrocih z otroki, ali bomo znali uporabljati dvojino in tako naprej. Vse to je v resnici stvar dogovora. Še Ivan Cankar je dosledno pisal pri otrocih z otroci. Nekaj si že o tem povedal, ampak je ravno ta pozicija znanosti v odnosu do te žive tvarine, ki se je reče jezik. Se pravi, jezikoslovje kot po eni strani raziskovalec, oziroma kot jezikoslovje kot veda, ki raziskuje, kot znanost, ki raziskuje, opazuje, se v tem smislu ne vmešava, ampak samo beleži, kaj se v jeziku dogaja. Po drugi strani seveda jezikoslovje kot zakonodajalec, kot tisti, ki določa pravila, ki seveda se po svoje vsako pravilo je vedno na neki ravni tudi poenostavitev oziroma nam poenostavi življenje. Ampak tukaj zdaj nekemu laičnemu opazovalcu se zdi, da v preteklosti, da je jezikoslovje sebe bolj doživljajo v vlogi zakonodajalca in da se ta pozicija v zadnjih desetletjih mičkan mehča in da znanstveniki kot si ti, recimo tvoja generacija in mlajši, vedno bolj pristopate z pozicije opazovanja, se pravi tistega, ki motri, kaj se v jezikovni stvarnosti dogaja. A je to ta občutek pravilen ali pač čist laično zrešen? Spet, če se ozremo v zgodovino, so jezikoslovci nekje do sredine 19. stoletja slovenščino večinoma opazovali. Morda je Marko Pohlin imel neke tendence k predpisovanju, vendar pa so bile slovnice so imele slovnice relativno majhen vpliv na jezik. Mi si ne smemo predstavljati, da je Bohoričevo slovnico dejansko kdo bral zato, da bi se učil slovensko ali da bi jo imel za normo slovenščine. Nekje sredi 19. stoletja je začel rasti je začelo rasti to dolgo obdobje jezikoslovca kot razsodnika. In to se po svoje ujema tudi z obdobjem po pomladi narodov? Ja.
Skratka, jezikoslovec je tu prevzel vlogo varuha tega, da bo šel jezik in s tem narod po pravi poti. To ni samo slovenski pojav, to je kar precej vseevropski pojav, glede na to, da so se dejansko v tistem času narodi dokončno vzpostavljali, da je bilo zelo pomembno, da se je jezik obrusil, da smo dobili nek jezik, ki je bil primeren za celotno slovensko področje. V tem času smo konec koncev tudi dobili tako imenovane nove oblike v slovenščino, ko nismo več govorili kleše, ampak klešče, ko nismo rekli največji, ampak smo rekli največji in tako naprej. In te nove oblike so prišle v jezik čisto tako, da so se skoraj da v eni gostilni domenili. Če malce pokarikiram. Vse pomembne stvari se zmenijo za šal. No in v resnici je to nekako kulminiralo s pojavom slovenskega strukturalizma, z slovnico Jožeta Toporišiča, ki je seveda v tem strukturalističnem duhu jezik najprej natančno popisala, res natančno in občudovanje vredno, nato pa vztrajala, da se to natančnost vzdržuje. In naslednja generacija, ki je sledila tej generaciji jezikoslovcev, razsodnikov, je šla absolutno obratno pot. Skratka, vse je dovoljeno, vse je v jeziku pravilno, nič ni neostrezno. Če se nekaj uporablja, zakaj ne bi bil tu del jezika? Zdaj pa vse kaže, da prehajamo v neko obdobje srednje poti. Jezikoslovci, vsaj tisti del jezikoslovcev, ki je v rednem stiku z ljudmi, denimo s tistimi, ki delajo v gledališču ali pa na televiziji, ki poučujejo, ki lektorirajo, ki jih enostavno vznemirjajo jezikovna vprašanja. Ljudje sicer na nek način želijo informacije o tem, zakaj bi bilo nekaj v jeziku bolje ali slabše, zakaj bi bilo nekaj bolj ustrezno v določeni situaciji in zakaj ne. In tu jezikoslovci postajamo vse bolj neki svetovalci in opazovalci hkrati. Tako da se v resnici odnos do jezika pri jezikoslovcih v zadnjem stoletju spreminja. Se ta opozicija, ki si jo omenil, bolj ali manj ustrezno. To je ena opozicija, na drugi strani imamo pa opozicijo pravilno napačno. Se mi zdi, da zakonodajalec je tisti, ki verjetno funkcionira po principu pravilno napačno, medtem ko ta pozicija, o kateri zdaj govoriš, pa je verjetno tista, ki bolj razmišlja o pojavih v jeziku kot bolj ali manj ustreznih primerov. Ja, tu ne smemo pozabiti, da sta v jeziku dve stvari. Najprej imamo tu del jezika, ki ga sestavlja pravopis, in za pravopis je večinoma najlažje, da se neka skupnost domeni, da ga sprejme kot nek zakon in na to uporablja. Neka demokracija v rabi vejice bi pripeljala do tega, da bi se lažja besedila razumelo brez težav, pri zapletenejših pa enostavno ne bi več razumeli, zakaj gre. Druga stvar je raba slovničnih
pravil, naprimer sklonov, časov, spolov. To so stvari, ki so del nekega jezika kot zakona. In tu se zelo težko opazuje raba, glede na to, da če opazujemo strukturirano rabo, seveda takih evidentnih napak ne bomo delali, ker ne želimo dajati slabega vtisa v svojem jezikovnem znanju. In to je tista raven, ki jo nek jezik potrebuje, zato da se vsak govorec lahko pokaže kot sposobnega uporabljati nek knjižni jezik. Druga stvar je pa izbira besed. Besed ali kakih skladenskih zvez, tu smo svobodnejši. Tu dejansko lahko mnogo bolj svobodno živimo v jeziku, seveda pa smo svobodni, smo mnogo bolj svobodni, če več znamo. Vsak človek ima neko željo, da bi ga ljudje okrog njega sodili dobro in če hočejo ali ne, ga sodijo običajno najprej po jeziku. Ne samo, ko je slam, to še posebej dobro ve. Zato imamo ljudje neko notranjo željo, da ne bi uporabljali besed, prek katerih bi izpadli neumni, neustrezni. Zato seveda ni vse eno, če ne poznamo, če se ne zavedamo, ali je raba določene besede ustrezna ali ne. Ali je vse eno, če spoznate neko dekle in ji rečete, no, kolegica, no, prijateljica, greva sem, no, ti, ali pa da v njej rečete, no, to je pa moja prijateljica, ni seveda isto, če ji rečete, to je pa moja miška mala. Ne? Skratka, in tu, zdaj sem nek ekstremen primer dal, je vloga... Še pa ekstremen. Je vloga jezikoslovca, da da neko informacijo ali prek slovarjev, ali prek nasvetov, ali prek izobraževanja o tem, kdaj je dobro uporabljati neko besedo. Ali še bolj, kdaj je primerno uporabljati neko jezikovno zvrst. Kar se mi zdi fascinantno pri jezikoslovju, vopče. Dobro, za vse vede in znanosti po svoje velja, da so že v svojem temelju obsojeni na neuspeh. Ne? Mislim, sam kot filozof se tega absolutno zavedam in to je pač tista predpostavka, ki jo sprejmeš že na začetku svoje, kakorkoli že imenujemo poklicne ali življenjske poti, da se pač ukvarjaš z nečem, kar ni na konca. Ne? In ja, jezikoslovje je tukaj zelo podobno. Ne? V prvi vrsti zaradi tega, ker je objekt vašega interesa pa ne samo spremenljiv skozi čas, ima svoj zgodovinski razvoj in se pravi svojo preteklost in gotovo tudi neko prihodnost, ki je nihče ne more poznati. Predvsem zaradi vseh teh nivojev, v redu, vsej dokler se mi nahajamo v neki situaciji, ki ima značaj javnega, tako ali drugače, ali nastopamo, tako kot mi zdaj nastopamo pred ljudmi, ali smo v neki uradni situaciji, v neki birokratski zadevi, v nekem pravnem postopku, kakorkoli že.
v redu, do takrat so stvari se mi zdi še obvladljive, ampak hkrati je ta ista oseba, ki govori na svoji pač najvišji možni ravni v nekem trenutku, v nekem drugem trenutku, ki se zgodi čez nekaj sekund, potem ko gre na WC in stopi v nekaj res gnusnega, iz tega vzvišenega govorca, ki uporablja najbolj zvišen možen jezik, postane največji primitivec, ker pač ko stopo na grable in ko nas vsekajo po frisu, takrat pozabimo na retorične spretnosti, ki jih sicer imamo ali pa nimamo. Hočem reči, da ne gre samo za to, da smo ljudje različni v smislu tega, koliko smo jezikovno bolj ali manj spretni, bolj ali manj izobraženi, ampak ena oseba lahko v trenutku spremeni svoj v bistvu jezikovni kod od najvišjega možnega, kar je možno doseči, do najnižjega, ker je to pač vse v nas. Ja, in v slovenščini je to morda še bolj izrazito kot pri nekaterih drugih jezikih. Ena od velikih bolečin slovenščine je, da še danes nimamo dobro raziskane zvrstnosti. Ta zvrstnost, ki se jo učimo v šoli, skratka, da imamo knjižni jezik, ki je potem zborni knjižni jezik, pa splošni pogovorni jezik. To je schema, ki je več ali manj prevedena iz neke češke slovnice in naša ušesa nas vsak dan opominjajo, da že na ravni knjižnega jezika je ta splošni pogovorni jezik v Mariboru, naprimer, zelo različen kot splošni pogovorni in to knjižni jezik v Novi Gorici ali pa v Ljubljani. Poleg tega je Slovenija majhna, zato je vsak pogovorec, tudi če živi v Ljubljani ali blizu Ljubljane, prisiljen neštetokrat menjati zvrst svojega jezika in to ne zgolj na socialni ravni, ne zgolj visoko-nizko, ampak tudi, naprimer, ko govorimo z ženo, če smo narečni govorci, ne govorimo čisto enako, kot govorimo z očetom ali z materjo. Ta raziskanost slovenskih zvrsti, narečij, krajevnih govorov, potem slengov in tako naprej, je za slovenščino, za razliko pa naprimer od nekaterih večjih jezikov dejansko manjša. In tu mi sami govorci nimamo takih problemov. Mi preklapljamo avtomatično. Ampak ko pa nekdo želi, naprimer v taki stavbi, kot je gledališče ali kot je film, prikazati ta spekter različnih jezikovnih stanj in zvrsti in registrov, pa dejansko naleti na hude dileme. No, kako ti te dileme opazuješ kot obiskovalec, recimo gledališča, gledaliških predstav, gledališčno se sicer ne ukvarjaš na nek profesionalen način, ampak kaj pa spremljaš, ne? In kako v bistvu tvoja jezikoslovna ušesa vidijo oziroma slišijo jezik na odrih? Načeloma moram reči, da se slovenski gledališki lektorji, vsaj v hišah, ki jih imajo, vse bolje znajdejo. Zanimivo je to, da vztrajajo pri lepši, mislim, da vztrajajo pri mnogo bolj normirani knjižni slovenščini odri, kot so Maribor, Nova Gorica. V Ljubljani imamo nek občutek, da je slovenščina v resnici ljubljanščina.
V Novi Gorici so že poskušali nekateri poslušalci zelo slabo počutili, če bi uprizarjali besedila s prevelikim novogoriškim naglasom, naprimer. No, ampak mislim, da ravno gledališki lektorji v teh večjih hišah tudi na ravni pogovornega jezika so v zadnjih desetletjih naredili, vsaj odkar jaz hodim v gledališče, velik preskok. Postaviti neko igro v knjižnem jeziku je namreč lažje, kot postaviti neko igro v realnem, dobrem, doslednem pogovornem jeziku. Pogovorni jezik namreč nima nikjer napisanih pravil in to pomeni, da ali vsak igralec improvizira po svoje in dobimo neko jezikovno zmedo, ki deluje, ki je mi kot poslušalci niti zavestno ne zaznamo, ampak vse skupaj nam deluje malo nenaravno. Mislim, ali pa mora vložiti lektor resnično veliko dela za to, da imamo mi kot poslušalci občutek, da vsi govorijo tako, kot da bi jih srečali na ulici. No, pa če že za trenutek ostanemo pri tem, se si že sam omenil, kaj pa film in vprašanje jezika v slovenskem filmu, kako pa z tega stališča gledaš filmsko produkcijo pri nas? Film je na tem niansi še bolj občutljiv, glede na to, da v gledališču mora biti govor vseeno glasnejši. Pri filmu ni to tako izrazito in ravno zato še bolj pridejo do izraza vse te nianse. In kaj nas je motilo pri filmih recimo 10-20 let nazaj mnogo bolj, kot nas moti danes pri tistih filmih, ki imajo zraven kakega lektorja, pa so posneti v pogovornem jeziku. Ravno to, da se je skorajda neopazno, da so se skorajda neopazno mešali nivoji. Malo pogovornega jezika, pa potem zelo knjižni izgovor, pa spet malo pogovornega jezika in spet zelo knjižni izgovor. S filmom in s knjižnim jezikom v filmu so se močno ukvarjali Američani, pač, ker imajo največjo produkcijo v filmu in izkazalo se je, da še vedno neko precej knjižno amerikanščino najbolje razume največ ljudi. Verjetno je enako tudi v Sloveniji. Nikogar ne moti film z dobro izvedenim, sproščenim knjižnim jezikom. V trenutku, ko gremo niže, se dobro obnesejo filmi, v katerih, na primer, igrajo naturščaki. Vsak se bo kakega spomnil jezikovno in zato igralsko mu je deloval zelo dovršeno. Dobro se obnesejo tudi filmi, v jezik katerih je bil vložen nek premislek. Smešno pa zvenijo tisti filmi, kjer vsak igralec improvizira po svoje. In to so tisti trenutki, kjer doživljamo slovenščino v filmih kot prisiljeno. Prav je verjetno ključna stvar doslednost, ne? Ja. Zdaj, če govorijo o gledališču, če govorijo o filmu, jasno, mogoče tudi beseda o literaturi, sploh, ker si tudi sam pesnik, se mi zdi, da polje literature je pa spet neko specifično polje, ko govorimo
po jeziku, ne, kjer je v smislu ustvarjalnosti in tega, kar si prej omenil. Se pravi, kršenja nekih pravil ob seveda zavedanju tega, zakaj to počnem, ne samo sprejemljivo, ampak po svoje celo zaželjeno. Prej si omenil primer vejic, ne, če bi pač v neki normalni pisni komunikaciji, ki jo imamo, začeli postavljati vejice po občutku, je to seveda nekaj, kar vnaša zmedo v naše razumevanje drugega. V poeziji, na primer, pa ne samo v poeziji, tudi sicer v literaturi, pa je lahko vejica še kako močno kreativno orodje in odločitev za to, kako v bistvu v neki določeni jezikovni situaciji, v nekem stavku, v nekem verzu postavim ali ne postavim vejice, kako uporabljam veliko začetnico in tako naprej, je izrazito svobodna in predvsem ustvarjalna. Ja, v resnici najgloblji deli človekovega doživljanja, to so literatura, filozofija, duhovnost, potrebujejo izražanje v knjižnem jeziku in potrebujejo ga celo, če se mu upirajo. Skratka, vsak zavesten odmik od knjižnega jezika v literaturi temelji na tem, da imamo knjižni jezik. Zato je lahko literatura v jeziku absolutno svobodna, lahko dela z jezikom absolutno vse, vendar samo, če to z njo počne človek, ki jezik v resnici obvlada. Kako to vidimo? Nastaja ogromno literature, ki želi uporabljati pogovorne izraze, pogovorni jezik, ampak v resnici so resnično uspešni takšni romani. Samo romani ljudi, ki o jeziku veliko razmišljajo, če omenim samo, naprimer, profesorja z filozofske fakultete in znanega pisatelja Skubica ali pa za imena sem obupan, vse ostalo si zapomnim. Ali pa pisca, recimo romana Čofuri, Raus, Vojnoviča in tako naprej. Skratka, če kdo zavestno ne rabi knjižne slovenščine, jo mora dobro ne rabiti. Jaz sicer imam še popisal nekih vprašanj, ampak bom mogoče vse na te točke pogledam okrog, če bi imel bilo kakšno pripombo ali pa vprašanje, ali pa če je bil nagovorjen s tem, kar smo slišali in tam iz zadnje vrste se že javlja duša po imenu Ada. Obstaja že kakšen določilo, kakšen dogovor, kako se zapisuje pogovorni jezik? Ali je to stvar vsakega pisca posebej? Dialektologi in vsi, ki spremljajo pogovorni jezik, uporabljajo za slovenščino prirejen standard IPA, ki seveda natančno zapisuje vse glasove, tako da se da govorjen jezik od narečij do različnih oblik pogovornega jezika tudi znanstveno zapisovati. Vendar je to znanstveni zapis, ki je neberljiv, nečitljiv, še zame včasih. Da bi imeli nek dogovorjen zapis pogovornega jezika za vsakdanjo rabo, pa še nisem zasledil, čeprav je res, da vse več ljudi kar je seveda absurd na videz, želi tega ravno zaradi pojava družbenih medijev.
mi smo se s pomočjo družbenih medijev namreč začeli vse bolj pogovarjati tako, da pišemo. In če se pogovarjamo na ta način, da pišemo, želimo biti v tem pogovarjanju povsem sproščeni. Zato, da bi bili sproščeni, uporabljamo pogovorni jezik. In zdaj se pa dogaja, je ta absurd, da ker želimo biti sproščeni in ker želimo zato uporabljati pogovorni jezik, pa kar naenkrat potrebujemo pravila. Ja, ne, zato vprašam, ker sem zdaj v neki stvari, ki jo delam, ravno prek Messengerja, smo v neki skupini z nekimi 20 najstniki. In oni izključno pišejo, tako kot zapisujejo pogovorni jezik, pri čemer sem videla, da ni neke enotnosti, vsak malo svoje to počne in je potem večinoma, je popolnoma logično in lepo bereš, lepo teče misel, včasih se pa zatakne. In ravno nekaj časa, da zgruntam, kaj se hotem povedati. Sploh recimo samo glasnike zguščajo, to je kadar jih nime. In je to pa še kar težko ustavlja se misel v tebi. Ja, skratka, vse to nam v resnici manj razrešuje vprašanje, ali bomo lahko zdaj še pogovorni jezik na ta način pisali, da bo urejeno. Mnogo več nam pove o tem, zakaj je sploh nastal knjižni jezik, če pa nam ravno knjižni jezik na videz povzroča največ težav. Nastal je zato, ker se ljudje želimo razumeti in ker če ni nekih pravil, enostavno je razumevanje, čim pridemo na malo višji nivo, oteženo. In zagotovo bo to dejstvo, da vse več zapisujemo naše pogovore, da si vse bolj želimo pisati tudi sproščeno v pogovornem jeziku, do določene mere vplivalo tudi na to, da se bo, če ne drugače, sama vzpostavila neka norma pogovarjanja. Hkrati pa se moramo zavedati, da tudi če se bo vzpostavila med malo starejšimi, bodo to mlajši vedno kršili, ker je v tem bistvo slenga, bistvo zapisovanja proti pravilom, bistvo tega mladostniškega upora, ki ga seveda potem včasih uporabljamo celo starejši. In se tudi meni zdi, priznam, sila imenitno, ko kdaj ženi kaj napišem s kratkim nedoločnikom ali da izpustim kako črko. To dejansko dajem človeku tisti notranji občutek svobode. Bolj varno kot Harley Davidson. Še kaj okrog, če pogledam? Jaz imam eno vprašanje glede pravopisa slovenskega, že kar nekaj časa, 2001 imamo slovenski pravopis. Če se kaj premika v tej smeri, da bo to nadgrajeno oziroma da bo kaj spremenjeno, glede na to, da je veliko stvari, ki so zapisane tako, uporabljamo jih pa drugače, tako kot ste že prej govorili o ustreznosti pa pogostnosti rabe. Ja, se spreminja in spreminja se zelo nenavadno, moram reči, in na tak način, da nas jezikoslovce to zelo veseli. Mi smo čisto po nekem notranjem občutku na Inštitutu za slovenski jezik vzpostavili stvar spletno stran, ki rečemo jezikovna svetovalnica, in tja
prihaja vsak dan res veliko vprašanj. Na nekatera ne odgovarjamo, ampak samo opozorimo, da je že bilo odgovorjeno, na vsa nova vprašanja pa odgovorimo. In dejansko so te vsakodnevne zadrege ljudi začele vplivati tudi na določen premislek o rešitvah v novem pravopisu. Vse to lahko že do neke mere spremljate pri rešitvah slovarja, ki se na Franu imenuje e-pravopis, in na posebni strani, kjer so zbrane tako imenovane kategorije e-pravopisa. To bo osnova za novi slovenski pravopis. Samo da povem en primer. Veliko negodovanja je na primer nad zapletenimi pravili za veliko začetnico in lahko bi se zgodilo, da se bo mesta pisalo na ta način, da bo vse z veliko. Vendar pa se tudi na ravni pravopisa lahko stvari ustrezno reši, šele ko preverimo vse primere. Naprimer, mnogim se zdi čudno, celo meni, da se piše nagrada Kresnik z malo. Nikomur se pa ne zdi čudno, da se piše zlata medalja z malo. Pa gre enako za nagrado. Skratka, tu so določene stvari, pri katerih uporabniki jezika, ki dejansko kot uporabniki vedno gledamo iz neke svoje ozke perspektive, in pa jezikoslovci, ki so pa dolžni zajeti celotno perspektivo, nikoli ne bomo prišli v celoti skupaj. Kako pa ti prihajaš sam Skušamo pa. Zdaj si rekel, zabrav, uporabniki, ki smo, in jezikoslovci, ki so. V tem trenutku si se postavil na stran uporabnika. Glede na to, da jaz nisem normativist, sam večinoma pišem brez napak, je pa res, da me doma zdaj že oba sinova opozarjata na moj včasih grd jezik. Ne, ampak spet, to ni čist šaljivo vprašanje, oziroma ni vprašanje zgolj za šalo, ker dejansko je nesrečna ali pa srečna situacija jezikoslovca ta, da svoj objekt raziskovanja ves čas uporablja, neprestano uporablja, ves čas nosi seboj. V kolikšni meri si kot jezikoslovec v nekih zelo banalnih vsakodnevnih situacijah ali družinskih ali ne vem, v trgovini, kjerkoli že, koliko si fanatik glede tega, da ves čas opazuješ jezikovne pojave okrog sebe in jih v glavi nekako klasificiraš in razmišljaš o tem? V resnici jih opazujem, ampak dejansko brez vsakega stresa. Sem ne zgodovinski jezikoslovec po tisti osnovni duši, in zgodovinski jezikoslovci smo navajeni, da je vedno zmeda in vedno vse narobe. Je pa res, da jasno, če človek opazuje jezik, potem registrira stvari in lahko mu naraste pritisk ali pa se nasmeje. Jaz se resnično večkrat nasmejem, mi manjkrat naraste pritisk, mi pa včasih. Še kakšno? Nekaj pogledujem tamle proti
lektorjem slovenskih gledališčih. Nekaj na temo jezika, odrskega jezika na naših odrih, sploh glede na to, da smo tako rekoč, oziroma sva tako rekoč na odru. Morda bi jaz nekaj povedal o gledaliških lektorjih, zato ker se tega res premalo zavedamo. Biti gledališki lektor je garaško delo. Če mi na odru ne opazimo jezika, potem vemo, da je za tem res veliko garanja, veliko truda in tu mislim, da se niti gledališki lektorji ne zavedajo dobro, kako jih tisti raziskovalci, ki se sociolingvistično ukvarjajo z jezikom, velikokrat občudujejo. Ko gremo na kako predstavo v grdi pogovorni slovenščini, se ne zavedamo, kako veliko dela je za tem, če ti, sploh če si jezikoslovec, ušesa ne zastrižajo. In res se mi je že velikokrat zgodilo, da mi niso. In to je užitek. To je resnično tista lektorska umetnost, znanje nekoga, ki je pravi gledališki lektor. Ni to nek tako splošno pravilo, ki se tiče jezika, sploh v umetnosti, ki ga praviloma ne smemo opaziti. Se tudi v romanu. Razen, če je seveda roman jezikovna umetnina, ki gradi tudi na tem, da se poigrava z jezikom in tako naprej, ampak kar se tiče, recimo, čist nekega fabulativnega okvira in tako naprej. Včasih ponovadi postanemo pozorni na jezik, kadar je ali stvar slabo napisana ali slabo prevedena. Ja, ali pa če nas kakšna stvar evidentno zmoti. Ja. Naprimer, pri najnovejši slovenski popevki za Emo je bilo res veliko komentarjev že, kako jih je zmotil jezik. Kljub temu, da so verjetno snovalci imeli občutek, da bo vse skupaj zvenelo še bolj sproščeno, če te jezik zmoti, potem je nekaj narobe. Dobro? Če sem vedel, da bo za to potem. Zdaj, če bi se malo tako na SSKJ, spomnil smo dosti veliko govorili, na faksu, da je kar rahlo problematično, zdaj samo kar se tiče zgledorabe in same ideološkosti. Me zanima, kakšna je zdaj situacija, a je v načrtu kakšno popravljanje oziroma posodabljanje? Ja, SSKJ je nastajal v bistvu od sredine 20. stoletja naprej in je moram reči, da precej realno cel tega časa, z tega vidika pa neustrezen za celo vrsto primerov. Ravno zato je bilo pred nekaj leti je prišlo pred nekaj leti do preureditve SSKJ-ja, dobili smo tako imenovani SSKJ 2. Ki je zdaj dostopen tudi na Franu in tam so bile z vidika sodobne rabe preverjeni vsaj tisti najbolj problematični zgledi. Da bi dobili nek slovar, ki bo odsev jezika, kakor se rabi danes, našega čustvovanja, našega odnosa do stvarnosti, do ljudi in tako naprej,
pa bomo morali iti od začetka, skratka, spet narediti nov slovar. Tak slovar nastaja, imenuje se ESSKJ, vendar nastaja zelo počasi, zato ker enostavno so sredstva, ki jih namenjamo za slovaropis, je tako majhna, da kakšne velike hitrosti ne moremo pričakovati. Je pa vedno tako, da slovar, ko je narejen, še posebej veliki slovar nekega jezika, je že skoraj da zastarel in dobro je, če se tega zavedamo. Skratka, slovar moramo brati kot opis časa, ne kot nek predpis za prihodnost. Ampak vendarle pač, ravno portal Fran, e-slovar in tako naprej, tukaj omogočajo znanosti, da funkcionira drugače. Jasno, da slovar v knjižni obliki, ki je nastajal 20 let, je bil trenutku izida star 20 let ali malo manj. Ampak vendarle tukaj pa se mi zdi, da se tudi pri nas v bistvu jezikoslovi zelo dobro prilagaja tem novim tehnološkim zmožnostim in da je reaktivno. Se veliko delamo, objavljamo tudi tako imenovani sprotni slovar slovenskega jezika, v katerega zajemamo vse novejše besede in tiste, za katere menimo, da bodo preživele, in tiste, ki verjetno ne bodo preživele ali pa so izrazito zvrstno zaznamovane. Vendar pa seveda vsak slovar potrebuje ljudi in slovenski jezik nima nič kaj zelo manj besed in raznih zvez, besednih odtenkov, kot jih ima nemščina, kot jih ima angleščina. Jezikoslovcev, ki bi se ukvarjali s leksikografijo, skratka s pisanjem slovarjev, je pa opazno manj. Verjetno več 100-krat manj. Če ste izčrpali svoje vprašanje ali pripombe, potem predlagam, da uradni del večera zaključimo in se družimo še naprej tukaj do Božji pred, kjer je zelo prijetno, mogoče malce manj formalno. Se strinjamo ali očitno se. V tem primeru se zahvaljujem svojemu naslednjemu gostu. Z nami bil Kozma Ahačič. Mogoče sem še kratko obvestilo o prihodnih aktivnostih v deželi Pridnih. Dejansko nisem naredil svoje domače naloge in ne vem niti kdaj točno ima Erik naslednji večer, kdo iz mladinca tukaj, ki mi zna to povedati. Ne? Ja. Jaz ne gotova, ampak mislim, da je to 7. marca in se bo Erik Valenčič pogovarjal z košarkami. Dobro. Je konec marca, kdaj točno ti na oprosti? Je tisti po 28. 29. Konec marca pa spet jaz gostim za tole mizo Anjo Golob. Prej sem se nekaj zapazno, da se skriva z... Skratka, vabeni na vse prikajoče dogodke in seveda tudi na predstave slovenskega mladinskega gledališča. Najlepša hvala.